No, ponovno pozdravljeni iz aprilskega zasedanja Evropskega parlamenta. Med temami tokratnega zasedanja sta izstopali dve pomembni vprašanji, recimo vloga evropske kulture kot gonilne sile konkurenčnosti ter grozljive usmrtitve v Iranu. Evropska kultura ni le temelj naše identitete, ampak tudi pomemben dejavnik gospodarske konkurenčnosti. V letu 2022 so kulturni in ustvarjalni sektorji predstavljali 6,3% vseh podjetij v Evropski uniji. Ustvarili so več kot 500 milijard evrov prometa in zaposlovali skoraj 8 milijonov ljudi, to je več kot v kmetijstvu. A čeprav je kultura pomembno orodje za gradnjo razumevanja in mehke moči Evrope, je jasno, samo po sebi ne more zagotoviti varnosti in stabilnosti. Evropa potrebuje trdne obrambne politike, dobro opremljene in sposobne vojske, da zaščiti svoje vrednote doma in tudi po svetu. Poleg tega smo razpravljali tudi o grozljivih usmrtitvah v Iranu. Aktivista Eshani in Hasani sta bila obsojena na smrt zgolj zato, ker so si drznila zahtevati pravico in svobodo za iransko ljudstvo. Iran pod vodstvom Hanemenija, ki ga lahko upravičeno imenujemo za boterja usmrtitev in terorizma, je lani izvedel kar 1153 usmrtitev, 1153, kar je za polovico več kot leto prej. Torej, Evropski parlament jasno in odločno stoji na strani Irancev, ki se borijo za svobodo, pravičnost in dostojanstvo. Skratka, Evropa mora ohraniti svojo kulturo, kulturno moč in gospodarsko konkurenčnost, a hkrati ne sme pozabiti na svojo moralno dolžnost, stati na strani tistih, ki se borijo za svobodo. Hvala za vašo pozornost, se vidimo ob naslednjem zasedanju.